in nišnih tehnologij in tako naprej. In je hec o tem, da v bistvu tukaj so možnosti širjenja, ampak vsaka širitev je prehod. Otrok se najprej dojenček, potem je malček, potem je jasno. In ne moramo imeti take pogoje, da se to nadaljuje, da to raste. Jaz bi mogoče sicer nažalost videti za mala podjetja, nimam podatkov, ampak če sem prav za koliko podjetja po 10 zaposlenih, gospodarske družbe 100 zaposlenih predstavljajo, mislim, da 97% vseh registriranih podjetij, hkrati pa zaposlujejo zgolj 17% zaposlenih. Se pravi, ta živahni trg družinskih podjetij SP-jev je relativno mehen segment vseh zaposlenih v Sloveniji. Hkrati pa te predloge, o katerih sem jaz govoril, se nanašajo bolj na srednja velika in velika podjetja. Se pravi, tam, kjer že lahko govorimo o skupnosti zaposlenih. In pri temu pa jasno bilo vprašanje, zakaj bi nekdo odločal, če ni ustvaril. Ko imamo eno ekonomsko skupnost, 50 ali več ljudi, vsi zaposleni so šli skozi javno šolstvo, javno zdravstvo, vozijo se po javnih cestah, njihovi produkti se vozijo po javni infrastrukturi. Se pravi, tudi to podjetje je na nek način že družbeno. Že sam s tem, ko mi delamo v njemu, je to podjetje družbeno. In še zadnjo fazo v tem, da ekonomska skupnost ima pravico do soodločanja tega. Se pravi, da imajo tudi zaposleni pravico do poslovnih odločitev. Izvolite. Če se predstavite. Ja, Manja Vade. Jaz kot v bistvu zadnje leto, ko se aktivno odvijam kot poslovna podjetnica, odvijam svoje projekte, svoje izdelke, s mojim večino storitev. Predvsem, da ne bom še enkrat govorila, moji pomisleki so bili povsem enaki, kot jih je gospod v prvi vrsti izrazil. Pa sem zato na vašem odgovoru na to vprašanje, ker sem pred kratkim imela v bistvu eno debato in smo ugotavljali, da ne gre za neko krizo v financah, ampak recimo, da gre tudi za krizo v razmišljanju, ni kreativnosti manjka. In kreativnost se po mojem mnenju kaže ravno v majhnih podjetjih, zato ker recimo jaz sem delala v večji firmi, ampak jaz sem svojih idej nisem mogla nikakor upeljati. Mi je bolj, da sem na svojem, pa ne delam kapitala, nimam profita, vozim se stajno, ampak imam osebno zadoščenje v tem, kar delam. Po drugi strani pa živim z uspešnim poslovnežem, ki pa ima večje podjetje, ima zaposlene v svojem podjetju, ampak ima interni način nagrajevanja tistih, ki hodijo delati, nad tistimi, ki hodijo v službo. Če lahko tako izradim. To je razlika, to sem tudi jaz opazila. Imamo ljudi, ki hodijo delati, imamo ljudi, ki hodijo v službo. Kako je potem v neki demokratični ekonomiji pravično spet do ljudi, ki hodijo delati, ki izenači pri dobičku s tistim, ki hodijo v službo. Kako je pa potem to pravično? Za moj pomen, ki hodi delati in v tujem podjetju vlaga kreativnost in svoj čas in svojo energijo, ja, ampak nekdo, pa hodi v službo in je tam 8 ur in pogleda telo minuto, mu še manjka do konca, zakaj tak človek bi dobil iste nagrade? Ljudje smo vsi različni, nekateri hodijo za 8 ur v službo, zato ker imajo doma družino, pa jim to veliko več pomena, ampak je to njegova lastna odločitev. Jaz bom 8 ur v službi in potem bom 8 ur doma svojo družino, pa še ura, pa kakorkoli, ali pa se bom šel športom ukvarjati. Zato tudi se skrivam z vašim mnenjem, da taki ljudje potem bi mogli imeti pravico se odločiti, a hočejo aktivno sodelovati z vodenjem podjetja ali ne. Ljudje imamo različne želje. Ne moramo imeti potem enih splošnih standardov, kako bo pazil podjetje poslovalo. Se pa strinjam, da je treba vključiti več ljudi v kolektivni proces, tudi v proces uprave, tako da mogoče bi vršlo za neko
demokratično upravo, tudi pa demokratično ekonomijo. Naslavljate problem, ki se v teoriji temu reče problem slepega potnika, freerider problema. In to ni nekaj, kar je specifično za demokratično. Ne, to je splošno. To je splošno. Človeško deluje po njeni najmanjši zbora. Ja, ampak, zdaj, prvo en del odgovora. Izkušnja iz tujine kažejo, tam, kjer je več možnih izbira, tam, kjer so in konvencionalne in take in drugačne podjetja, s kim mi zapažamo zdaj zadnje čase največ demokratizacije. V kreativni industriji, kjer lastniki podjetja povabijo prej zaposlene v partnerski odnos, ker jih s tem vežejo, ker s tem nekako povejo in vi lahko rečete, dajmo se iti demokratičnega upravljanja. Ampak demokratično upravljanje, torej moji zaposleni, naj imajo vsi pravico mi povedati, vsi imajo besedo, vsi lahko dajo idejo in lahko jih pol odpeljem na balkon in rečem, in če boste zelo pridni in mi dajali vsak dan idejo, bo naslednji teden cela Ljubljana moja. Malo je bizarno, da jih vabite k sodelovanju, participiranju, soodločanju, denar pa pobere lastnik. V tem je problema. Torej, to bi se verjetno. In po drugi strani, popolnoma se strinjam, da gre za izbiro in nočejo vsi ljudje, niti soodločati, niti ne stveganja, ampak, ko pridete do ene ravni, vsak od teh ljudi, tudi če v službo samo hodi, ne smete mu odvzeti pravico, da je človek, ne pa tržno blago. In so verjetno vmesne faze, ampak hočem reči, kaže se, da najmanj težav s freeriderji imajo tisti, ki delajo v znanosti, v novih tehnologijah, v kreativnih industrijah. Tam je to delavsko delničarstvo, se temu ne reče delavsko delničarstvo, ampak bolj fancy partnerski odnos in ne vem kaj. Ampak de facto je to delitev odgovornosti in nagrade. Samo eno vprašanje. Zakaj se ne plača ideje, pa mogoče pomoči pri upravljanju, pa sodelovanje preprosto s honorarjem? Mislim, To ni tako. zakaj pa ne? Kar ne. Ker smo ljudje, nismo ljudi. Kar moja osnovna. Meni se zdi, da je bolj, če je, ne vem, Lahko je še na to nekaj dodam. Mislim o temu reči intelektualna lastnina. Ampak po drugi strani, danes sem na enem srečanju izključno ženskih podjetnih sekrov in je gospa, ki je v bistvu znana svetovna podjetnica, moja res izključuje poslov in izmena v celem svetu rekla, a ni to boljše. Če jaz imam tam te 1 evro, pa daš ti mene 1 evro, malo vsak 1 evro. Če pa daš ti mene 1 idejo, pa dam jaz tebi 1 idejo, malo pa vsak 2 ideji. Ne si ti pomembne izmenjave. Jaz recimo, jaz imam vsak dan 100 idej, da jih zaston dam. Mislim, če boš naredil tisto idejo, ne jo pa nekaj služi. Ampak mislim, da ne znamo mogoče te svoje intelektualne lastnine, ne znamo varovati, v tem stanju pa ne znamo veliko se povezati z drugim, na idejni ravni. Mogoče to je malo skupnost. Smo dodal, da soupravljanje in solastništvo podjetje, ki je najbolj razširjeno v Združenih državah Amerike, ni najbolj razširjeno v postsocialističnih državah, ampak v državi, ki je značilna po, bomo rekli, kapitalistični proizvodnji, po monopolih, in pri njih od ospoda na vzgor rastejo podjetja z drugačnim upravljanjem in drugačnim lastništvom. Mogoče samo še eno kratko vprašanje, ker vidim, da občinstvo že izgubljamo, ampak kaj pa ostane unim, ki niso kreativci. In ki tudi so recimo podjetja z nizko dodano vrednostjo.
Vedno človeško dostojanstvo in razblagovljenost. Absolutno. Mislim, to je bil moj zadnji del odgovora v svet. Torej, tudi če nisem zelo kreativna, tudi če delam samo to, kar je moja obveznost do skupnosti, to še vedno ne pomeni, da sem blagovna. Moram imeti človeška pravica in bi v boljšem svetu jaz bila samo zaposlena in delala po svojih močeh za skupnost. Ne bi bila blagovna trgovina. Kot psihologinja, praktično za vsak posebnost in za vsak profil se najde primerna služba. Ne? In če smo dovolj pogumni, če imamo, družba mora ustvarjati možnosti, družba mora ustvarjati možnosti. To je še ena stvar, ki jo Avstrija sistematično tudi počne. Tudi z možnostjo tega krajšega delovnika, s tem, da se širi zaposlenost na čim širše število ljudi, da imajo ljudje možnost zamenjati službo, da bodo našli službo, če jo zamenjajo in tako naprej. Ne? In prej ali slej se za vsakega najde. Pa še neki globalni strukturni spremembe. V bistvu zahodni svet je forsiral storitveni sektor, ki je prerasel, bomo rekli, vse normalne mere. Istočasno so se pa industrijska dela selila v tretji svet. Ta kriza, v kateri smo zdaj, je kriza, bomo rekli, razvitega sveta. Na Kitajskem, v Indiji, Braziliji ni krize in Evropa se srečuje z prestrukturiranjem gospodarstva. Kaj bomo pa naredili pa na nas, oziroma kakšen stil prestrukturiranja bomo sprejeli kitajski model za pest riža nazaj, ali bomo našli en drug model. In to je vprašanje, da v bistvu je globalna sprememba in govoriti samo o storitvenem sektorju. Storitveni sektor je sektor, ki se bo zagotovo še naprej zmanjševal in bo manj zaposlitev v njemu, ker se je prej napihnil. Pa spet, če smo zelo kreativni pa dobre proizvode ustvarjamo, recimo, ne vem, in imamo ves čas inovacije, se tudi lahko proizvodna širja. Kitajska ni več aktualna, nima več tako poceni delovne sile, prenosi niso več, mislim, se ne splača več, tja prenaša dobro v Srbijo, pa v Bosno pa tako, ampak, ja no, zdaj tudi oni rabijo službe, kaj? Ja, ne, in hec je o tem, da mislim, z vlaganjem v nove tehnologije, kreativnost, izboljšave proizvodov. Jaz sem pri takih preprostih stvarih sem včasih tako presenečena nad švicarskimi pa avstrijskimi rešitvami enakih stvari, ker imamo mi tle produkte, pa tudi veliko naših podjetij izboljšuje produkte v določene detajle, ki naredijo zelo podoben in enako drag, proizvodno drag produkt, enostavno 10-krat boljši. In tle je dodana vrednost, zato ker vlagaš v inovacijo in v detajle in v znanje in tako naprej. Kreativnost obstaja tudi na ravni industrijske proizvodnje, se pravi. Družinsko podjetje, ki ga jaz poznam, je čisto običajno industrijsko, pa je bistveno bolj kreativno kot marsikatero marketinško podjetje, ki prodaja prazno meglo za velike denarje, ki zdaj tudi ne bo mogel več, ki ne bo več toliko denarja za marketing. Tako da jaz to kreativnost bolj kot s to klasično storitveno vidim jo bolj v proizvodnji. Jaz recimo poznam zelo uspešno lesno podjetje, še vedno, pa čeprav cela lesarska industrija je. Ok, da ne bomo šli v hude podrobnosti. Hvala za udeležbo, hvala, ker ste zdržali. Vabim vas tudi še na tretjo programico v tem ciklu. To bo, mislim, da 8. aprila, ponedeljek, ob 18. uri. Vabila pa še pride, tema bo pa pravna država.